Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o čakrah. Predvsem o tem, katera čakra ne deluje dobro, če imate vročinske oblive. No, če se vam to dogaja, dobrodošli v meni, tako da v vsakem primeru boste videli, ni toliko težko kakšno stvar izboljšati. Po drugi strani, včasih so lahko tudi največje težave, največji blagoslov. Dobesedno, da te nekam premakne naprej. To je prva stvar, če pogledamo, katera čakra mislite, da ne deluje, če imate vročinske oblive. Se veste, spolna, ne? Spolna, ker se v bistvu želi na nek način izraziti, preoblikovati. In seveda spolni hormoni, ki so povezani z estrogenom, progesteronom, ki počasi usihata, tako eden kot drug hormon, oziroma ta dva hormona se selita v nadledvični žlezi. V bistvu jih nadledvični žlezi začneta proizvajati te hormone, ker se ne proizvajajo več v jajčnikih. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi in zakaj pride do tega notranjega konflikta, takrat, ko se pa začnejo vročinski oblivi. V osnovi je problem v kroničnem stresu. Kronični stres, ki se nalaga in te vročinski oblivi so v osnovi opozorilo telesa, da je preobremenjen živčni sistem. No, zdaj se pa vprašate, v redu, imam preobremenjen živčni sistem, kaj pa zdaj? Kaj naj zdaj naredim, da se moje telo spravi v ravnovesje? Vam povem, kako je bilo pri meni. Stara sem bila 49 let, naenkrat padla v meno, ja, seveda zaradi stresov, ki so se dogajali. V vsakem primeru mi je bilo tako, ta mena, ne že spet. Dokler nisem sprejela, da je v osnovi vročinski val blagoslov in me uči, da spoznam, katero čustvo je zadaj, kaj mi sporoča moje telo. In to je bil v bistvu en tak velik poriv. To, kar slišite zadaj, je Karla, ki ne razume, da zdaj snemam video, da mora biti tih. Tako da verjetno se bo prišla pokazati. No, v vsakem primeru. Dokler nisem sprejela vročinskih oblivov kot blagoslov in kot nek poriv oziroma kot nek sprožilec na poti, ali pa tako, kot bi me tok življenja popeljal v nek tobogan, in ta tobogan na koncu koncev je krasen zaradi tega, ker mi je dal poglede v moje čustveno stanje. Vsakič, ko je prišel vročinski obliv, sem preverjala z mišičnim testom čustvo, ki je zadaj. In ko enkrat prideš do zaključka, da sem recimo jaz sama imela, potrebo imam potem, da se počutim izkoriščeno, potrebo imam potem, da se počutim žrtev, potrebo imam potem, da se počutim zlorabljeno v odnosih. Zdaj pa pomislite, če imaš potrebo potem, si dobesedno zasvojen, tako kot tisti, ki je alkoholik. Enaka odvisnost. In ko smo zasvojeni s stresom, naše telo hoče narediti red. No in predvsem, takrat, ko imamo vročinske oblive in ko telo sporoča, da je preobremenjen živčni sistem, tisto, kar sigurno pomaga, in moja pot me je pripeljala do tega, da sem našla, da se mi sestavlja skupaj zdravilna molitev dekodiranja. In zdravilna molitvijo dekodiranja vnašate mir na celično raven, odpravljate stres iz živčnega sistema. No in potem je nastala knjiga, ko imajo čakre žur. In tukaj greste po vrsti, seveda, korenska čakra, ampak tisto, kar je bolj pomembno, da se lotite drugega energijskega središča, in sicer spolna čakra. Jaz sem svobodno izražanje moje svete moči. Pred kratkim je bila pri meni ena gospa na svetovanju in seveda pa često vprašam ženske, in kako je pa kaj spolnost? Rekla je, a se bom zdaj matrala s tem. Če se matra že celo življenje s tem, ampak dejstvo je, da je to njena energija. Njena energija, ne glede na leta, ni da se bom matrala s tem, ampak da sprejmem
to svojo energijo. Pač to je nekaj čist normalnega. No, tako da zdaj, če pogledamo spolna čakra v sanskrtu, v tem starodavnem jeziku, ko to prevedemo v slovenščino, pomeni točka, kjer se moja duša izrazi. Glejte, če se do zdaj niste začeli izražati, bi bil mogoče čas, da se začnete izražati. Pa rečete, pa kako ne se pa zdaj začnem skozi spolno čakro izražati? Veste, za začetek je dovolj, da sprejmeš svoje telo. Da sprejmeš to, da si ženska. Da sprejmeš svoj cikel. Da sprejmeš staranje, spreminjanje, žlahtnost. Da sprejmeš modrost. Pač da sprejmeš, ne? Ker gledajte, mi ženske smo res vrhunske v tem, da sama sebe obtožujemo. Ker, ne vem, si pogledaš pa tukaj ima 3 cm preveč. In vso energijo usmerimo tiste 3 cm. Namesto, da bi objele tiste 3 cm. Ne? Mi ženske enostavno znamo sebe tako močno kritizirati in ne sprejemati, ampak to kaže po drugi strani, da ne sprejemamo niti svojega ženskega telesa. Pač se ne sprejmemo. Druga zadeva, dame, spravite se v obleke. Če do zdaj niste bile v obleke, dajte se zdaj spraviti v obleke. Je poletje, je krasna priložnost, ampak gre se za to, da sprejmeš to, da si ženska. Ne rabiš hlač. Pač, da hodiš kot nek moški okrog. Ja vem, so praktične, v vsakem primeru. No in naslednja zadeva, kar je zelo pomembno sploh pri spolni čakri, je to, da začnemo opazovati. Za začetek najbolj enostavno bi bilo pogledati mamo. Kako je vaša mama gledala na spolnost ali pa gleda na spolnost? Kako vam je razložila glede menstruacije? Kako ste se vi doma pogovarjali o spolnosti? Je bila to tabu tema, in če je bila tabu tema, to je nekaj, kar ne obstaja, to je velika verjetnost, da je zadaj nek sram. Zdaj pa pogledajte. V Svetem pismu piše dobesedno to je koda, sram. In piše, Adam in Eva sta jedla iz sadeža prepovedanega drevesa, se pravi sadež, pa kača, pa tako naprej, to je kundalini energija. Po drugi zadevi, kaj je kundalini energija? Kundalini energija je svitek energije, ki leži na dnu, se pravi tega kolčnih kosti in se dviga po hrbtenici v možgane. In če s časoma pride do tega, da imate možgansko meglo, in če pride do tega, da imate v družini demenco, če pride do tega, da imate razna avtoimuna obolenja, velika verjetnost, da imate v družini tudi kodo sramu. Sram se zapiše direktno na sramno kost. Glejte, besede vse povejo, ne nazadnje, sramna kost. Tam, kjer je zapisan sram. Česa se sramuješ? Prva beseda mi gre čez možgane svojega telesa. Ker nisem dovolj popolna. Dajmo narediti mišični test in ga tudi vi naredite. Se pravi, jaz če zase pogledam, sramujem se svojega telesa, je ne. Ampak vem, da sem imela velike težave s tem. Zdaj, druga stvar je, če te moti, da se da se želiš spraviti v kondicijo. Ja, sprav se, naredi nekaj, začni se gibati. Ampak, da se samo kritiziraš, ni v redu to, ni v redu to, sem grda, se pogledaš zjutraj v ogledalo pa rečeš, jo, kako si izgubana. Pač halo, nehaj sama sebi govoriti te stvari. Ne zjutraj sama sebi v ogledalo povej, kako si lepa in čudovita. In kar naenkrat boš strani drugih ljudi dobivala komplimente, kako si lepa in čudovita in kako žariš. Pač začni pri sebi. No pa poglejmo nekaj
podzavestnih programov, ki vplivajo na spolno čakro. Nimam pravice do sreče. Strah me je izgube sreče. Strah me je sreče. Se moram imeti pod kontrolo. Ta zadnja stranka. Sebi ne dovolim doživeti orgazma, ker s tem zgubim kontrolo. Si lahko predstavljate, ne? Kontrolo. Pač to je tako, kot Gestapo, ki moraš imeti vse pošlihtano, vse mora biti popolno. Pa kaj je sploh popolno? Dajmo pogledati naravo. Narava je popolna v svoji nepopolnosti. Pač, če pogledaš katero koli drevo, je zgrbančeno, zmaličeno. Kje smo bili zadnjič? V Sorci. V Sorci je pred pokopališčem, pred cerkvijo, je ogromna lipa, ki je božanska. To je spodnja Sorica. Božanska je, res neverjetno. Po moje je ta lipa stara 1000 let. Neverjetna je. Tako čudovita, ampak po drugi strani zmaličena. Pomislite. Ali pa če greste recimo zdaj, ko ste mogoče kje v Dalmaciji oziroma na Hrvaškem, pejte kako se že imenuje na Pagu, Lun. Lun je, mislim, da se prav zapomnila, je nam rekla točka, ampak je kraj, kjer imajo nasad najstarejših oljk. In najstarejša, mislim, da je starejša od 2000 let. Pač to je, wow, popolna oljka v svoji nepopolnosti. Mi pa moramo biti popolni. In sploh naša generacija, te, ki smo zdaj okrog 50, pa malo starejše, pa malo mlajše, imamo veliko težavo s tem, ker v 80 letih so bile popularne te suhice, okostnaki. Če greste pa recimo v Francijo, Lizejske poljane, in tam so te kipi teh sočnih žensk, pač nobena ni okostnak. Nobena ni okostnak. Vse so dejansko sočne. Poglejte, lepota je čist nekaj drugega kot samo telo. Je to, kar izžarevaš, kako gledaš na sebe. In predvsem to, kako sprejmeš sebe skozi obdobja. Zdaj pa poglejmo majčkeno naprej, kako vi lahko zmanjšate tudi vročinske valove, kaj lahko naredite, da preobremenjen živčni sistem umirite. Prva stvar, alkohol. Prav izpisala sem si ven, kaj deluje sploh tiste, ki imate potrebo, ki imate neprestano te vročinske valove. Se pravi, tiste, ki imate potrebo potem, da pijete alkohol na dnevni bazi, obremenjujete jetra. In tukaj v jetrih ključni hormoni nastajajo, presnova hormonov poteka v jetrih, tako da enostavno je pomembno, da date stran alkohol. Vnetja se povečajo na celični ravni, poveča se tesnoba naslednji dan po pitju alkohola. Poslabša se kakovost spanja, povzroča nočno potenje in predvsem poveča pogostnost teh vročinskih oblivov. Tako da avtomatično prva stvar je zmanjšati vnos alkohola na minimum, pač homeopatsko, je v redu, homeopatsko, par kapljic. Druga zadeva, ki pa sigurno pomaga pri vročinskih oblivih in sigurno pri spolni čakri, je pa redna meditacija. In tukaj ne govorim o tem, da izprazni ne misli na ničesar, ne misli, pač to je bedarija za moje pojme. Gre se za to, da svoj usmeriš tja, kamor ga želiš. In verjamemo v vodene meditacije, ker vodene meditacije pomenijo, da daš nalogo, kaj naj dela. Jaz vem, kaj jaz pri sebi delam, ko ne zmorem svojega kontrolirati. Veste, ker moj bi me pelal iz
sploh takrat, ko so kakšne take bolj napete zadeve in moj me pele, da razmišljaš, ja, veš, kaj ti nekdo rekel in začne vrteti in najde eno misel, ki te vozi do drugo in ta tretjo in na koncu pristaneš na čisteni ta 10. zadevi, ki nekje drugi. Jaz takrat molim. Poskusite to. Poskusite to in pač molitev dela čudeže. In sploh, zdaj pa to je pa iz knjige, ko imajo duše žur, najdla sem prvoten prevod Oče naša. In je majčkeno drugačen kot pa tisti, ki ga molimo. Zato, ker lejte, ta sila, ki nas je ustvarila, stvarnik, ne vpelji nas v skušnjavo. Stvarnik nas ne pelje do skušnjave. Ampak prvotni prevod je in pripelji me do rešitve, da se rešim vsega hudega. Amen. In tudi tam na začetku, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam, mi molimo, ne? V cerkvi se moli, pridi k nam tvoje kraljestvo, zdaj že ne znam niti tega iz cerkve, ampak je pridi k nam tvoje bogastvo. To je pravilen. Pridi k meni tvoje bogastvo. In to so potem s časoma obrnili okrog, ko so bile kraljestva in tako naprej. V vsakem primeru molite. In boste videli, kako molitev naenkrat vnese drugo vibracijo v vaše misli. Ne dovoliš umu, da ti naredi dramo. Ne dovoliš. Ti usmerjaš svoj Ti si tista, ki dejansko je tvoj. Se pravi, ga ti usmerjaš. Recimo tudi te pozitivne afirmacije s kart Prehod v novo dobo, pa bomo samo iz knjižice ven, naključno. Recimo tukaj je prišlo voda. Vsi strupi na telesni, čustveni in duševni ravni očistite se z močjo in pretočnostjo vode. Ne potrebujem vas več. Moje telo se polni z vibracijo ljubezni in nežnosti. Čas je, da postavim sebe na prvo mesto. In je lahko to tvoja afirmacija za danes. Čas je, da postavim sebe na prvo mesto. In zdaj pomisli, če imaš nek dogodek, če ti nekdo nekaj rekel, če se je nekaj zgodil in tvoj želi premlevati te negativne stvari, ti enostavno, če si ponavljaš v mislih, čas je, da postavim sebe na prvo mesto. Sebi dovoljujem srečo. Tvoj nima časa mleti negativne stvari. Pač to je tvoja odločitev. Tvoja odločitev, da boš v svoje življenje vnašala drugačno vibracijo, začneš jo pa dejansko s tem, kako razmišljaš. In s tem vnašaš v svoj živčni sistem, kaj? Več miru. Tako preprosto grejo stvari. Več miru. Potem naprej, recimo, če pogledamo, tukaj, zdaj sem še vedno pri spolni čakri, nove misli, ki vam bodo pomagale, da se zaceli vaša ranjena ženska duša. Dovoljujem si cveteti v vsej svoji lepoti. Pripravljena sem spustiti nadzor nad življenjem. Dovoljujem si, da se osrečim. Lahko si zaupam. Zavedam se, da je moj partner samostojna oseba. Dovoljujem mu popolno svobodo. In to je mogoče za vse tiste, ki se bojite strah pred izgubo. Moram imeti vse pod kontrolo, da ne bi kaj izgubila, da ne bi nekdo naredil ne vem kaj. Sebe spravi v mirno vibracijo. In ko boš ti sama v mirni vibraciji, se bo mir začel širiti okrog na tvojo družino, na vse. Kamorkoli boš prišla, boš prinesla mir, ne pa še več raztreščene energije. Tako da je zelo pomembno, pač vnašaj mir v svojo dušo. Lejte, čudežne besede, Ho'oponopono, se pravi starodavna modrost Havajev. Oprosti mi,
žal mi je, ljubim te, hvala ti. In za začetek začni s sabo. Oprosti mi, sama sebi. Sebe oprosti, zakaj? Kaj si naredila tega ali pa rekla? Proti sebi mogoče. Žal mi je, recimo za svoje telo. Si pozabljala nase. Objem se in reči, hvala ti moje telo, ljubim te. Ni to lepo, da imaš sebe končno rada. No, mogoče za začetek začni tako in boš videla, če imaš težave z vročinskimi oblivi, marsikaj se bo spremenil. Zaradi tega, ker boš vnesla v svoje telo nove vibracije miru. In potem tvoje telo ne bo več odreagiralo, ker vročinski valovi so dejansko sporočilo, da je tvoje telo preobremenjeno s čustvenim strupom. Vem, da je to potovanje. Vem, da bi bilo fino narediti samo tole, pa zginejo ti vročinski oblivi. In če še nisi v meni, je fino, da to prej narediš, da te ne ujamejo te zoprni vročinski oblivi. Ja, jaz vem pri sebi, da sama sem sprejela te vročinske oblive kot čisti blagoslov, zato ker takrat, ko pride vročina, se dejansko kurijo vse negativne energije okrog mene. In sem tako hvaležna tudi zato, ker sem sprejela ta del, da občutim energije. Da moje telo se je spremenilo in je drugačno, kot je bilo, predvsem pa, da bolj čutim. In to je čisti blagoslov. In če ste vi zdaj na nekem potovanju, ko vaše telo želi pokazati, da čuti, ne se temu upirati, ste na nekem toboganu, ki vas pelje, veste kam? Tja, kjer je vaše telo bolj v stiku samo s sabo. In vaša duša bolj v stiku pač s sabo, s vašo bitjo. To je to. Boste videli. Samo prepustite se temu, zato dovolite, da se vsaka sprememba, ki se dogaja, zgodi. Tako da uživajte, kmalu posnamem nov video in kakšno pozitivno sporočilo še. Dajmo še, karte imam tukaj, dajmo pogledati. Za tebe, ki cel video poslušaš, kaj je ta trenutek pomembno za tebe, da slišiš, da ozavestiš. Eno sporočilo za tebe, kaj je ta trenutek pomembno. Radost, morska energija, vrš se v morje, bodi srečna, da živiš. Tvoje srce je mlado, večno in popolno. Mladostna energija se pretaka po tvojih žilah. Dobro se počutiš v svojem telesu in dovoli se, da se dobro počutiš v svojem telesu in dovoli svojemu telesu, da se prepoji z radostno energijo. Sebi dovoli, da sprejmeš svojo radostno mladostno energijo. In to je mogoče tudi sporočilo. Če si na začetku menopavze, v meni, če te potenje lovi, čas je, da sprejmeš to energijo eksplozije. Glejte, to je žensko telo. In z razlogom si v tem življenju ženska, mogoče zato, da se res v popolnosti sprejmeš. Ja, potovanje. Vem, bi bilo fino, če včasih ne bi bilo tako naporno, ampak ja, vse to si izbrala naša duša z namenom, da postane celostna in popolna. Ker to si že, samo zdaj to ti moraš sprejeti v sebi. Uživaj in se vidimo kmalu.